ti zdi, tebi kot strokovnjakinji, da lahko s čim že vplivamo? Starši malčkov ali pa mlajših otrok? Ja, definitivno. Začne se z baby handlingom, torej pravilnim rokovanjem z dojenčkom. To se mi zdi v bistvu skoraj glavna stvar in da potem spremljamo ta gibalni razvoj od plazenja, lazenja, da je vse poteka tako, kakor mora biti. Ker se že tukaj ponavadi pojavljajo odstopanja. Večina najstnikov, ki jih imam, so bili hipotoni kot otroci, s priraščenimi jezički, niso se mogli dojiti. Tako ene par povezav je, kaj imajo težko, da ne bi v bistvu to bilo res lahko en del vzroka. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi Poslušam se. Z vami Polona, po poklicu specialna pedagoginja. Moj podcast je vzgojno-izobraževalni podcast, večinoma gostim strokovnjakinje z področja vzgoje, izobraževanja in nasplošno razvoja otrok in mladostnikov. Pogovori so večinoma o tem. Nekaj pogovorov pa imam tudi na teme osebnostne rasti. V 16. epizodi podcasta Poslušam se gostim Kim Bogataj. Kim je kineziologinja, ki jo lahko obiščete tudi v njenem kineziološkem centru za skolioze in bolečine v hrbtenici. Na Instagram profilu jo najdete pod profilom Kim Bogataj. Opiše se kot kineziologinja v raziskovanju človeškega telesa. Na njenem profilu lahko res začutite njeno strast do preučevanja in povezanosti celotnega delovanja človeškega telesa. Z nami deli veliko poučnih knjig, informacije o skoliozi, videoposnetke, vaj in še veliko več. Vljudno vabljeni za spremljanje tudi na njenem profilu. Današnja tema pogovora z njo bo skolioza v najstništvu. Pogovor bo, kot ste mogoče slišali že čisto na začetku, tekel tudi o tem, kako lahko že v zgodnjem otroštvu vplivamo na to, da mogoče do skolioze v obdobju najstništva sploh ne pride. Vabljeni k poslušanju. Če so vam epizode všeč, vas vljudno vabim, da jih tam, kjer jih poslušate, na tistih platformah, tudi všečkate, se pravi lajkate, da jih delite. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lahko tudi zahvalim. Na Apple podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast Poslušam se tudi ocenite, naprimer s 5 zvezdicami in mi tako pomagate, da epizode sliši še več ljudi. Hvala. Kim, lepo pozdravljena. Me res veseli, da si današnja gostja. Hvala. Hvala tebi. Danes bomo pa govorili predvsem o skoliozi in najstnikih, oziroma zakaj pride v otroštvu oziroma v najstništvu pogosto do skolioz. Če se osredotočam prav na najstnike, je izraz adolescentne idiopatske skolioze. Kaj v bistvu je sploh to? Skolioza je tridimenzionalna deformacija hrbtenice. Kaj to pomeni? Zdaj, če pogledamo neko osebo iz 3 ravnil, torej imamo frontalno ravnino, sagitalno in pa transverzalno. Iz frontalne ravnine, torej če nekoga gledamo od spredaj, je ponavadi pri normalnih ljudeh hrbtenica ravna. Pri osebah s skoliozo je hrbtenica lahko v S obliki, kar pomeni, da bo ukrivljenost na primer v prsnem in pa ledvenem delu, lahko tudi v vratno-prsnem ledvenem delu hrbtenice, ali je pa S oblike, kar pomeni, da je lahko ukrivljenost v prsnem delu hrbtenice ali v ledvenem ali pa čez prsno-ledveni del, torej en tak dolg S. To je bila frontalna ravnina. Pri sagitalni ravnini, ko nekoga gledamo od strani, imajo normalni ljudje hrbtenico v S obliki, kar ponazarja na ravni krivine hrbtenice, torej vratno lordozo, prsno kifozo, ledveno lordozo. Pri osebah s skoliozo je pa ponavadi tako, da prsne kifoze ni, je izravnana, medtem ko je ledvena lordoza povečana, ker predvsem zaradi slabih trebušnih mišic in potem medenico kar potegne naprej in zaradi tega pol poveča ledveno lordozo. In pa zadnja ravnina, transverzalna, je pa, če nekoga gledamo od zgoraj navzdol, se pa dogaja pri osebah s skoliozo, da pride do rotacije vrtenc oziroma rotacije celotne hrbtenice. Zato tridimenzionalna deformacija hrbtenice, ker moramo gledati iz vseh teh smeri oziroma ravnin. In ravno ta transverzalna ravnina, ravno ta rotacija naredi skoliozo
tako težko pozdravljivo, bom rekla. A je mogoče to opazno, če bi recimo mi kot starši ali pa prijatelji, znanci, zunanji opazovalci lahko opazili, ali moramo biti že malo iz te stroke? Odvisno, koliko velika je skolioza. Zdaj tiste majhne 20 stopinj, 25 bi rekla, da skoraj ne bi bilo opazno, ker moraš res vedeti, kaj gledaš. Od 30 stopinj dalje je pa mogoče še najbolj značilna grbica na hrbtu. Recimo, če je skolioza v prsnem predelu hrbtenice v desno, bo na desni strani prsnega koša grbica, še najlažje opazno. Ali pa mogoče ramena, da nista v isti liniji rameni. A drugače, načeloma pa to na sistematskem pregledu recimo je opazno. Tako je. Ponavadi za te najstniške skolioze je prav okrog 10. leta značilno, da na sistematskem pregledu pediatri ugotovijo, da nekaj ni okej in potem napotijo naprej. V bistvu pediater in potem napoti ortopeda in potem on preveri. Potem so pa različne stopnje, kot si že nekaj omenila. Ja, ortoped bo pregledal, dal slikati, glede na ko bo naprej videli, kako postopati. Če je skolioza, recimo, da do 20 stopinj, bojo samo opazovali. Ko preseže 20-25 stopinj, je pa čisto odvisno od pediatra, ali predpiše steznik ali predpiše vaje. Ko pa skolioza enkrat preseže 35-40, pa se že malo pogovarjajo od operacije. Ja. Cilj je pa zagotovo, da je operacijo preprečijo. Ja. Mogoče še eno vprašanje, preden greva direkt specifično na kakšne vaje, pa naprej. Je pogostejša pri deklicah, boš mogoče več o tem razložila? Ja, v populaciji je ta adolescentna idiopatska skolioza med 1% pa med 12%. Kar se ne sliši toliko veliko, se je pa definitivno povečala v zadnjih letih prav zaradi korone in sedenja. Pogostejša je pri deklicah, to pa povezujejo s tem, da imajo deklice hitrejšo rast pa z hormoni. Zanimiv. Glih zadnjič, ko sva se s prijateljico pogovarjala, da bom imela pogovor s tabo in vprašala, kako hitra rast pa to potrebuje biti, da te lahko skrbi. Mogoče kot informativno glede pospešenega obdobja rasti. Pri deklicah, pri najstnicah se gleda obdobje menstruacije, torej 1 leto pred menstruacijo in pa 1 leto pa pol po menstruaciji. To je tako krizno obdobje, kdaj res skolioza lahko fajn napreduje in je treba takrat opazovati, pa predvsem delati redno vaje. Pri fantih je pa mutacija glasu enako, 1 leto pred mutacijo in pa 1 leto po mutaciji. Zdaj, koliko hiter bi mogel nekdo rasti, po mojem je to čisto odvisno od posameznika, predvsem kakšno držo ima, koliko sedi na dan, v kakšni drži je, kako leži, kako stoji, bolje potem od tega odvisno. Hvala, ja, saj to se mi je zdelo, da je zagotovo od posameznika, ampak mi je pa se mi zdi zelo koristno ta informacija, ki si jo dala glede menstruacije in mutacije glasu. Kaj pa, ko potrdijo, recimo, ko ortoped potrdi skoliozo, se pravi, koliko je to pol pogosto, rekla si, da je nekako od 1 do 12%, če sem te prav razumela, da se pojavlja ta adolescentna, koliko pogosto pa je, recimo, v Sloveniji? Tih informacij pa nažalost nisem našla, to bi mogla Valdoltro, naprimer, ki je vodilna te skolioze, kontaktirati, da bi mi oni malo povedali, kako imajo v sistemu. Zaveden. Ok, ni problema sploh. Se pravi, sem radovedna. Kako pa je, ko potrdijo skoliozo in si rekla, da najprej običajno ali se predpiše steznik ali pa vaje, ne? Mogoče malo več o tem, kaj je tvoje mnenje? Torej najprej, če skolioza ni že od samega začetka čez 25 stopinj, bojo samo opazovali, kar pomeni, da bojo opazovali oziroma bojo naročili spet na pregled čez 4-6 mesecev. In glih to obdobje oziroma opazovanje se mi zdi najbolj nevarno, ker se starši ne zavedajo, da pa skolioza v bistvu lahko zelo hitro napreduje v teh 4-6 mesecih. In bi že tukaj v bistvu rada poudarila, da je fajn, da takoj poišče kakšnega strokovnjaka, ki se ukvarja s skoliozami, s gibanjem, da dejansko takoj začnejo delati na tem, ker ko enkrat, oziroma ko pridejo naprimer čez 6 mesecev ali pa čez 1 leto in je kar naenkrat skolioza narasla za 20 stopinj in ortoped reče, ja, zdaj pa operacija, so pa kar malo zgubljeni pa šokirani. Glede steznikov je pa tako, oni naredijo torej celotno obravnavo glede steznika, slikajo v različnih položajih, tako je kar postopek. Potem je pa problem, ker steznik dobijo najstniki čez kakšen mesec, ga ne dobijo takoj. In v onem mesecu lahko skolioza spet že kar nekaj napreduje in bi bile potem postavitve steznika popolnoma drugačne.
Naloga steznika je, da ustavi skoliozo, ne da jo izboljša, ne? Torej, da je vstal. In fajn bi bilo, da bi ta steznik se prilagajal na 3 do 6 mesecev, kar ni realna praksa. Praksa je zelo drugačna. Tudi po 1 leto imajo isti steznik, če ne več. Zdaj, problem je v tem, ker ustanove v Sloveniji, ki delajo steznike, niso samo namenjene steznikom, ampak tudi ostalim stvarem in je zato čakalna doba tako dolga in v bistvu oni steznike samo malo prilagajajo, v smislu bojo malo bolj podložili tam, pa tako jih ne menjajo. Ne? Najstniki pa te steznike zelo hitro prerastejo in sem imela že situacije, ko steznik ni več v bistvu upravljal svoje naloge. Malo je tudi v bistvu z organizacijsko to povezan, pa verjetno tudi finančno. Veš, ker steznik dobiš napisane napotnico. Ampak Ne vem pa, koliko ti pripada. Mislim, da je en steznik na 1 leto ali mogoče celo 2. To sem pa zmanj pozabila. a lahko kot starši opazimo, da steznik ni ustrezen? Verjetno ne, a ne? Ja. Pol v bistvu se ti zdi, da je boljš vaje, kakorkoli, mogoče tudi v enem obdobju, ko se čaka na steznik, bi ti vaje priporočala? Nujno. Kako pa je s tem vajami? Najboljše je, če sem da prav razumela, da kontaktirajo strokovnjaka, ki se ukvarja s skoliozami in potem z njim, a grejo lahko kar v kakšne pilates ali pa druge vadbene centre in tam kakšne vaje za hrbtenico z ostalimi. Tako sem tudi slišala, da se določeni tega poslužujejo. Kakšno je tvoje osebno mnenje? Jaz sem definitivno zato, da so vaje individualno prilagojene, ker je vsaka skolioza individualna, čisto svoja in je treba res poznati, kako se v bistvu obnaša skolioza, katere mišice prevladujejo, katere ne, ker na internetu bomo v bistvu zelo hitro najdeli, kako naj bi skolioza potekala, katere mišice so močnejše, katere ne, ampak v realnosti ni glih tako. In rabi biti nujno strokovnjak, ki se ukvarja s skoliozo, da so vaje res prilagojene. Problem v skupinah je to, da nimajo nadzora. To bi, na primer, predlagala po 1 letu, pa da res vidim, da najstnik obvlada korekcijo, da obvlada svojo držo, da pozna svoje telo, da zna dejansko v nulo določene vaje, da bi pol lahko šel v skupino. To je še za nas odrasle zelo težko, no, mislim, verjamem, da so tudi eni takšni najstniki, ampak verjamem pa, da je za večino to kar težko. Zelo malo najstnikov imam, ki res sledijo vajam, pa da znajo doma tudi narediti pravilno. Zelo malo. Pa tudi, kolikor te razumem, je skolioza, čeprav so določene vaje na internetu in na splošno je približno znano, katere mišične skupine so šibkejše, katere močnejše, je se tudi pri vsakem posamezniku malo drugače odraža, če te prav razumem. Ja, če bi vaje na internetu delovale, pol bi bila skolioza zelo hitro rešena, pa ni na žalost. Pa ni na žalost. Kako otrok, oziroma v tem primeru najstnik, on občuti poleg spremenjene drže, občuti še določene kakšne bolečine? Ja, glih v tem je problem, ker oni ne čutijo bolečin, ne čutijo, da telo ni v ravnovesju. Zato je tudi tako težko delati z njimi, ker se jim ne da, njim ni cilj zdaj, da bojo popravili skoliozo, ker je ne vidijo, jih ne moti. Opazijo pa starši, starši pa definitivno pol opazijo, sploh v večje. Tako da starše bolj moti, kakor najstnike. Kompleksna situacija, v bistvu res če ne opaziš oziroma nič ne čutiš, je res motivacija za vaje težja, si predstavljam, Kako pa recimo tisti, ki imajo steznik, a to jih potem tudi kaj ovira, ko si ne predstavljam čisto, mogoče če razložiš, kako potem s steznikom poteka in če imajo to 1 leto, 2 leti, kot si rekla, pol pa kar se to toliko ustavi oziroma toliko izboljša, ali to lahko izmeni celo? Ja, s steznikom je tako. Definitivno jim ni prijetno, sploh od začetka, ker to fajn žul, ker jih poriva v kontra držbo, ker so oni. Ovirana jih ne bi, čeprav na primer obuti čevlje je zelo težko, ker steznik poteka od malo nižji, kakor je medenica, pa do pazdu, celoten trup. Nositi ga morajo vsaj 23 ur, čeprav je realnost je tako 20, ne. Nočijo nositi v šolo, to je največja težava, in ga ponavadi potem nosijo samo ponoči, kar je premalo. Ravno v šoli je problematičen del zaradi sedenja oziroma v kakšni drži oni sedijo. Koliko časa ga nosijo? Zdaj trenutno imam najstnike od 13 do 16 leta,
In nisem imela še primera, ko so zaključili skeletno rast, da bi vedela, zdaj, a so steznik nehal nositi oziroma koliko časa ga mora nositi, ker ga še vedno vsi nosijo oziroma unikaga. Tako da to ne bi vedela. Situacija zdaj zaenkrat nisem imela, da bi se jim steznikam zboljšali. Ustavila, da bi se poslabšala, čeprav razumem. Tako je. Tistim, ki se steznikom zboljša, to je že res majhen procent, kar je pa odlično, ja, vseeno. Kaj pa pol, recimo, ko se rast ustavi, a pol se skolioza nekako, ali bodo te najstniki potrebovali biti potem večino življenja pozorni na svojo držo pa delati določene vaje, oziroma kaj ti svetuješ glede tega? Ja, teorija pravi, da po končani spletni rasti naj bi se tudi skolioza ustavila, kar ni čist res, oziroma odvisno, koliko je velika. Zdaj, načeloma do 20 stopinj naj bi bilo brez problema, naj bi se ustavila in ne bi delala težav, vse, kar je nad, je možno, da se veča. Je pa druga teorija, da se vsako leto za pol stopinje skolioza veča. Bi pa bolj rekla, da je odvisno od tega, s čim se ukvarja pol oseba v življenju, a bo ohranjala držo, kakršno more, a bo pozorna na te korekcije skolioze, torej da v bistvu ona še naprej dela vaje in drži položaje, ki jih mora držati. Ker sem pa imela ene par starejših, ker se jim je skolioza kar fajn poslabšala, ravno zato, ker niso dajali poudarka in so še zmeraj bili v tistih svojih sproščenih držah, ki jo doslabšajo. Če te prav razumem, so tiste vaje, ki jih ti priporočaš, da se jih zagotovo ohranja in da se tudi pol kasneje pas na svojo držo in da je to zelo pomembno. Fajn bilo, da delajo čisto vse vaje, tudi od počepa do izpadnih, karkoli imajo radi, samo da vejo, na kaj morajo paziti, kje mišice morajo čutiti. Ja, hvala. Ker se mi je utrnila ena misel oziroma eno vprašanje, da je skolioza v bistvu ni samo pri najstnikih, a ne? Se nekateri da se celo rodijo s skoliozo. Mogoče, da to razliko še poveva, da ne bo kakšne zmede glede tega. Kakšna je razlika? Potem bova pa šle recimo na preventivo. Na žalost, skoliozam, ki so že prirojene v rojstvu, nisela, tako da dejansko ne bi vedela, kakšen je postopek sploh z njimi, a se da to odpraviti, ne, bi rekla, da ne, in da so kar konkretno progresivne, torej da se kar fajn lahko slabšajo. Te poveva, da je v bistvu razlika, ne, med temi in temi, ki se pol pojavijo zaradi pospešene rasti oziroma v najstništvu. Ti vem, da se res zdajle poglobljeno s tem, kako vse to, če telesu ne dela čist pravilno, oziroma če je en del ukrivljen, oziroma da to vpliva na druge dele telesa. In sem zasledila veliko o bosonogi obutvi. A se ti zdi, da je kakšna preventiva, zlasti mogoče v mlajših letih, ne mogoče toliko tik pred najstništvom, ampak tako se ti zdi, da je takoj, ko lahko starši malčkov ali pa mlajših otrok naredimo, da je manj možnosti. Saj vem, verjetno čisto nikoli ne moramo tega predvideti, ampak ja, se ti zdi, tebi kot strokovnjakinji, da lahko s čim že vplivamo, starši malčkov ali pa mlajših otrok? Ja, definitivno. Začne se z baby handlingom, torej pravilnim rokovanjem z dojenčkom. To se mi zdi v bistvu skoraj glavna stvar in da potem spremljamo ta gibalni razvoj od plazenja, lazenja, da je vse poteka tako, kot mora biti. Ker se že tukaj ponavadi pojavljajo odstopanja, večina najstnikov, ki jih imam, so bili hipotoni kot otroci, s priraščenimi jezički, niso se mogli dojiti. Tako en par povezav je, kaj imajo težko, da ne bi v bistvu to bilo res lahko en del vzroka. Čim več gibanja, pa usmerjanje v šport. Ampak šport, tako da starš v bistvu ve, kaj otrok dela na treningu, da ni zdaj to, kar je zadnje čase popularno, ko otroka zmatrajo na fertik, ampak poudarjanje k pravilnem gibanju, pravilnim vzorcem gibanja. Ja, imaš mogoče ti še kakšno, se ti zdi, da sva kaj pomembnega izpustili, oziroma če bi kaj dodala? Ja, to glavno vprašanje staršev, a se da skolioza rešiti. In jaz jim vedno rečem, da rezultat je čisto odvisen od vloženega dela najstnika. Oni morajo biti pripravljeni, da bojo garali. Jaz ne učim samo najstnikov, ampak dejansko učim starše, kako morajo delati doma z otrokom, kaj morajo paziti. V bistvu pol že starš ve samo vajo. Ker to ni zdaj 3 mesece bomo delali po 5 minut na dan, pa bo v redu, ne, to so leta. Imam najstnike, ki so 2 leti, po 3 leta z mano, pa še vedno ni okej. Tako da trdo delo, vsak dan telovaditi, drže, kako spijo, kako ležijo, kako sedijo, kako stojijo, vse to.
in pa mogoče porad z veliko motivacije. Se pravi, v bistvu starši tudi zelo intenzivno vključiš, je v bistvu res tukaj zelo pomembno, da starši tukaj zelo sodelujejo s tabo oziroma z drugim strokovnjakom. Da pol nekako tudi motivirajo najstnika k tem vajam in je to zelo pomembno za njih. Nujno, ja. Ali so še kakšna druga vprašanja, ki jih redno dobivaš, pa jih bi tudi tukaj delila? Ne, mislim, da je ta edino, predvsem to, a je rešljivo. Ker ostalo se pa že vse navezuje bolj na podrte stopane, loke in čeljust, če je mogoče samo to, če je tudi povezava. Ja, definitivno skolioza vpliva na celo telo. Od podrtih stopanih lokov, kolen na X, zamaknjena čeljust, krivi zobje, ko vsi najstniki, kot so pri meni, imajo zobne aparate. To je pa res fascinantno v bistvu. Je to Zelo. tako povezan, ja. Ta naš človeški telo je fascinantno, kako smo zgrajeni in vse načeloma deluje. Ali pa ne, če ne, a ne? Ne, pol padeš preveč globoko v luknjo in preveč raziskuješ, je pa že preveč povezav. Že pa preveč povezav. Ok. Mislim, da smo nekako prišli, da smo eno celoto. Jaz se ti najlepše zahvaljujem za tvoje sodelovanje. Sem res, kot sem že prej rekla, ful vesela se mi zdi, to je ena zelo pomembna tema in tako, kot si rekla, starše tudi skrbi in se mi zdi tudi res zelo pomembna, ja, da imamo tudi vsi, mogoče, ki se še s tem ne srečujemo. Meni je to zanimivo vedeti, pol tudi mogoče se lažje kdaj kaj, ali komu pomagaš, ali na kam se obrniti, tako bolj veš. Ja. Tako da, hvala. Hvala tebi za povabilo. Ja, z veseljem. Vsem pa hvala za poslušanje in se slišimo. Lep pozdrav!